Pozdravljeni v oddaji Aktualno na GFML. Z vami smo zopet dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Tudi letos smo se udeležili srečanja slovenskih vzgojiteljskih srednjih šol. Ekipa dobrih profesorjev in seveda še boljših dijakov se je krmežljava in s težkimi vekami v četrtek 18. oktobra že na vse zgodaj zjutraj odpravila na pot proti Izoli, kjer je potekala 17. vzgojiteljada. Ko smo prispeli do cilja, sta nas na avtobusni postaji pozdravili dijakinji Srednje gostinske in turistične šole Izola. Ko smo prispeli do šole, smo bili začudeni, ker to ni samo šola, ampak še restavracija in dijaški dom v enem. Sledila je proslava in pozdrav vsem udeležencem, tako dijakom, profesorjem in tudi ravnateljem srednjih šol. Potem smo si ogledali mesto, nato pa so sledile delavnice in druženje z dijaki slovenskih vzgojiteljskih srednjih šol. Sodelovali smo v novinarski, arheološki, gledališki, plesni, likovni, fizični in športni delavnici ter v delavnici, kjer so ustvarjali mozaike. Tu smo zdaj v delavnici mozaikov, pa ustvarjamo iz kamenčkov različne mozaike. Mi smo delali bolj z papira mozaike, tu pa pravo z kamenčkov delamo. Danes smo skupaj z mojo sošolko v novinarski delavnici. Sodelujemo po pripisanju člankov, pa malo smo se sprehodili po ostalih delavnicah in spremljali njihovo delo. Meni je vse to zelo všeč in upam, da se bom še kdaj imela priložnost udeležiti te delavnice ali pa ne samo novinarske delavnice, pač pa celotne vzgojiteljade. Smo inštrumente in sicer nudelce, ali kako se reče, pojemo, igramo na inštrumente, Poje se veliko med zmes, pa tako sproščujoče je, zanimivo je, ni nekaj težkega, napornega. Prvo smo otisnili školjke in druge morske živali v glino, nato pa smo vlili gor gips. Pripravili smo dve njihovi tradicionalni jedi, krištole in fritole, ki bomo ponudili udeležencem pri kosilu. Naši športniki so na orientacijskem pohodu kljub neznanemu terenu za seboj pustili prav vse srednje šole in z veliko prednostjo osvojili prvo mesto. Imeli smo orientacijski pohod, bilo je naporno in dosegli smo odlično prvo mesto. Še pred nadvse okusnim kosilom, sestavljenim iz primorskih jedi, smo se udeležili zaključne prireditve, na kateri so se predstavili dijaki določenih delavnic. Vsaka šola je prejela zahvalo za udeležbo, ki jo v imenu šole prevzel gospod ravnatelj. Na koncu proslave smo vsi skupaj zapeli pesem. Hitro smo se spoznali med seboj, povezali z drugimi dijaki iz drugih šol in navezali stike. In jaz mislim, da bo nam ta vzgojiteljada ostala v zelo lepem spominu. Povsem utrujeni smo se končno podali na pot iz nog v glavo oziroma iz lepe Primorske v čudovito Prlekijo. Dijaki četrtih letnikov so se v preteklem mesecu odpravili na strokovno ekskurzijo na avstrijsko Koroško. 19. oktobra so se dijaki četrtih letnikov, ki imajo zgodovino na maturi, s svojimi mentorji odpravili na strokovno ekskurzijo na avstrijsko Koroško, da bi izpopolnili svoje poznavanje zgodovine tega področja, hkrati pa izvedeli kaj več o življenju Slovencev na Koroškem, ki živijo kot narodna manjšina v Avstriji. Ob 5. uri zjutraj smo iz Ljutomera krenili na pot proti Koroški. Preden smo prečkali nekoč veliko bolj zastraženo mejo, smo si privoščili še okrepčilo, nato pa smo se polni energije podali novim dogodivščinam naproti.
Najprej smo se ustavili v Svetem Andražu v Lavantalski dolini, kjer nas je pričakal gospod Pöč. Ta nam je z največjim veseljem povedal kar nekaj o zgodovini škofije, ki je tukaj delovala in jo je kasneje Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor. Še danes ste mesti tesno povezani. Ja, wir haben sehr große Kontakte mit Maribor. Also seit ich mit dem Stadtarchiv betraut wurde, bin ich jährlich x-mal nach Maribor gefahren. Zunächst einmal in das Diözesanarchiv, wo wir mit Professor Oschinger einen guten Kontakt hatten und eben die Unterlagen für unsere Stadtgeschichte dort eingeholt haben, aber auch mit dem Stadtarchiv. Damals mit dem Dr. Klassinsch, glaube ich, hat er geheißen, ja. Und wir hatten da gegenseitige Erfahrungen ausgetauscht, waren auch bei Seminaren, Kärntner, slowenischer Bevollmächtigter, Archivare und so weiter. Nato nas je gospod Pöč popeljal po cerkvi, ki jo danes upravljajo jezuiti. Tukaj so dijaki predstavili svoje referate in sošolce podrobno seznanili o trgu Sveti Andraž, Lavantinski škofiji in vlogi ter pomenu Antona Martina Slomška za Slovence. Nato nas je gospod Pöč popeljal v mestni arhiv, kjer nam je povedal še več o zgodovini kraja ter področja, z veseljem pa nam je izdal, kako je zadovoljen s sodelovanjem z našo gimnazijo. Es ist für uns eine große Ehre, dass eben dieser Kontakt, den wir in den 60er Jahren mit Slowenien hergestellt haben, nun tatsächlich vollzogen wird. Dass eben vor allem Schüler zu uns kommen, die eben die Zukunft mitgestalten werden in der Verständigung dieser beiden Kulturbereiche. Pot smo nadaljevali do gradu Visoka Ostrovica. Pot na vrh je bila, priznamo, kar dolga in rahlo naporna. Prehoditi smo morali 620 metrov dolgo, strmo, skalo vklesano pot, ki je peljala skozi 14 obrambnih vrat, ki jih je dal zgraditi takratni lastnik kot obrambo pred Turki. V samem gradu smo si ogledali bogato zbirko orožja iz srednjega veka, ob enem pa smo se lahko razvajali ob prelepem razgledu na dolino. Zanimivost gradu je tudi, da je še danes v lasti družine Kevenhüller, ki živijo pod gradom. Naša naslednja ugledna točka je bilo Gosposvetsko polje, kjer smo se ustavili ob vojvodskem prestolu, ki je pomemben tudi za nas Slovence, saj so tukaj v srednjem veku po starem ljudskem običaju ustoličevali koroške vojvode, naslednike karantanskih knezov. Med drugim smo si ogledali še bližnjo cerkev Gospe Svete, kjer častijo Modestov grob. V cerkvi smo občudovali mnogo čudovitih fresk in mogočnih oltarjev. Kot pravi ljutomerski gimnazijci pa smo se tudi podpisali v knjigo gostov. Za konec smo se odpravili v sam center Celovca, kjer smo se sprehodili po ulici 10. oktobra, mimo Mohorjeve družbe do novega trga s spomenikom Marije Terezije, občudovali pa smo lahko tudi velik kip celovškega zmaja ter mogočno palačo deželne vlade. V vodnici smo z veseljem prisluhnili ob pripovedovanju legende o celovškem zmaju. Za konec smo vstopili v deželno palačo, kjer se danes v veliki dvorani nahaja znameniti knežji kamen, simbol karantanske samostojnosti, ki je med drugim upodobljen na slovenskem kovancu za 2 centa. Med predstavitvami referatov pred zgradbo deželnega parlamenta se je pri nas ustavila tudi gospa in nas kar z navdušenjem pričela poslušati. Njeno zanimanje nas je presenetilo, na kar smo presenečeni ugotovili, da nas je poslušala domačinka po rodu Slovenka. Jaz sem od majhnega živim že skozi Avstrijo, sem sicer rojena v Železni Kapli, pa sem zdaj v Celovcu tu. Seveda se boriš vsak dan za svoj obstoj in tudi za slovenski jezik. Nimaš priložnost, da posod govoriš slovensko, zdaj v Celovcu se je že malo zboljšalo, ampak prej je bilo pa bolj čudno vse skupaj. Na koncu smo si vzeli še nekaj časa zase, nato pa smo se poslovili od Avstrije in podali na pot proti domačem kraju. Najbolj zanimivo je meni bil predvsem tukaj ta prenovljen trg, ko je zmaj, ki je veliko legend, pa tudi cerkev na Gosposvetskem polju je meni bila zelo všeč. Ja, zgrad je bil grozno zanimiv, ker je pač, ne vem, tisto, kako so imeli obrambo, pa kako so se že takrat znali braniti pred sovražniki. Pot je bil zanimiv. No, malo smo dolgo hodili, samo je bilo fajn. Današnji dan je bil lep, učili smo se veliko o Koroški, v Celovcu, geografijo in zgodovino Koroške in ja, zabavno je bilo.
Pri prvi okrogli mizi v okviru projekta Znanost ima mlade nas je v letošnjem šolskem letu obiskal dr. Hozjan. V mesecu oktobru nas je obiskal dr. Vladimir Hozjan. Danes je doktor znanosti z področja elektrotehnike, nekoč pa je bil dijak naše gimnazije. Govori 4 različne jezike, in sicer angleščino, ruščino, nemščino ter hrvaščino. Zanima se za šport, glasbo in prebiranje strokovne literature. Po končanem dodiplomskem študiju na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je na isti fakulteti nadaljeval delo kot mladi raziskovalec, kjer je dobil doktorski naziv. 6 let je bil zaposlen na fakulteti, kjer je izvajal raziskave in projekte, pisal članke za revije in konference. Uspešno je sodeloval tudi v mednarodnem projektu Interface. Zaposlen je bil tudi pri podjetju Iskratel d.o.o. v Kranju kot razvojni inženir. Sodeloval je pri številnih projektih. Danes pa je zaposlen v mariborskem podjetju Innova, kjer se ukvarja z razvojem mobilnih aplikacij. Trenutno so zelo v modi, kaj vemo, kaj bo čez 5 let, pol bo mogoče tablica naslednja. Ne? Zdaj sem zagrizel v to jabolko, platforme zdaj zaenkrat se kaže, da bojo 3. Če se pač kdo želi, Android je prva izbira, spore Apple, iOS je druga izbira, Windows Phone je tretja izbira. Mi največ kadra na firmi rabimo za 3. platformo, tako da. Če ima kdo kakšne ambicije, kar rečem, gledajte si Microsoft, pa si dol orodje poberte, pa se začnete učiti. Na koncu je dr. Hozjan dijakom podal še zanimivo sporočilo. Sledite svojim sanjam, ne se ustrašiti ovir, vztrajno, z delom, s trudom, vsaka ovira je premagljiva, pa ne pozabiti uživati, to pa tam malo. Torek, 16. oktobra, je na Golarjevi domačiji potekala delavnica z naslovom Mladi in mobilnost. Razprava je potekala na temo brezposelnosti v Pomurju ter begu možganov med mladimi. Delavnica Mladi in mobilnost se je pričela s kratkim uvodom in napovedjo debate, ki so jo pripravili naši uveljavljeni debaterji Mihael, Jure, Zoran in Živa. Predstavili so problem in argumentirali opozicijsko in propozicijsko razmišljanje o preseljevanju visoko izobraženega kadra v tujino, ki je vse bolj prisotno tudi v naši okolici. Glavni problem v tem, zakaj mladi odidejo iz Slovenije, zakaj pride do pojava bega možganov, je glavno to, da nimajo enostavno možnosti v Sloveniji, da bi imeli neko zaposlitev, neko kvalitetno izobraževanje, pomanjkanje štipendij, še posebej z tem političnim sistemom, katerega zdaj imamo. Po končani debati, ko je bil problem oziroma dejstvo, da se mladi po opravljeni diplomi ne vrnejo v Slovenijo, temveč ostanejo v tujini jasno predstavljen, je bila na vrsti beseda gostov. Gostje so bili gospod Mihulič iz Zavoda Beseda Zaveza, diplomirana pravnica gospa Metka Obal, ki je del študija preživela v tujini in nam tako ponudila informacije iz prve roke, ter na vse zadnje županja občine Ljutomer, gospa Olga Karba. Najprej so povedali svoje mnenje o debati ter predstavili svoje argumente. Gospod Mihulič je predstavil, kakšna je prednost študija v tujini pred študiranjem doma in zakaj je bolje opraviti vsaj kakšen semester v tujini. Jaz osebno nič ne vidim spornega, če grejo mladi študirati v tujino. Načeloma tujina ponuja čisto malo drugačen sistem, kar je v redu. Jaz bi mogoče se bolj vprašal, zakaj rejši mladi ostajajo v Sloveniji in študirajo, namreč kaj, ne? Slovenija je dejansko sistem študija oziroma status študentski tak privilegiran, ne, da se zelo splača biti doma študent. Z vsemi temi ugodnosti, ki jih imaš, je enostavno biti lepo študent in je res eno tako brezskrbno življenje, ki mu ni primere v Evropi. S tem, da je pač malo problem, da te zelo slabo pripravi na dejansko na kariero, na službo, ker enostavno prideš iz enega brezskrbnega življenja v realno življenje, ko pa je potrebna zelo velika odgovornost. V tem primeru je tujina dosti bolj usmerjena v prakso in dosti bolj usmerja svoje študente v to, da so inovativni, da iščejo kreativne rešitve, da sodelujejo z gospodarstvom in na nek način jih dosti bolj pripravljajo za profesionalno delo, kot pa pri nas v Sloveniji, ne. Gospa Metka Obal je dijakom svetovala, da izberajo študij v tujini, ker je njej prinesel veliko pozitivnih izkušenj.
Županja občine magistra Olga Karba pa je poudarila predvsem, da podpira študij in izobraževanje v tujini, vendar želi, da se vse britne glavice vrnejo nazaj v domači kraj. Izpostavljeno je bilo tudi znanje tujih jezikov, ki je v današnjem času nepogrešljivo, zato je bil zastavljeni problem predvsem za naše dijake zelo aktualen, saj naša šola nudi možnost opravljanja izpita DSD, kar je tako rekoč vstopnica za študij in delo v nemško govorečih državah. Delavnica se je produktivno zaključila, dijaki pa imamo mnogo bolj kritičen pogled na študij in delo v tujini. Sedaj pa si oglejmo še druge dogodke, ki so potekali v mesecu oktobru. Ponedeljek 15. oktobra smo na naši šoli ob Evropskem tednu podjetništva za dijake 4. letnikov organizirali predavanje na omenjeno temo. Predavala nam je Kaja Cigan, ki je prav tako bivša dijakinja gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Sedaj že 3. leto obiskuje ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor, povedala pa nam je, zakaj je izbrala ravno to fakulteto. Verjetno zaradi tega se vsi odločimo, ker nas to veseli. Mene je veselila nekako ekonomija oziroma nadaljna smer podjetništvo. Predstavitev je potekala v okviru sklopa Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, Kaja pa nam je predstavila. Podjetništvo številka, podjetništvo v svetu, podjetništvo v Sloveniji, kdo je lahko vse podjetnik in njegove značilnosti, potem odlične podjetniške prakse, spravi uspešne zgodbe v Sloveniji in pa v tujini, pa tudi recimo tekmovanja namenjena študentom in pa združenja študentov iz naravoslovnih fakultet in pa podjetništva. Predavanje je bilo zanimivo in poučno, dijaki pa smo se spet naučili nekaj novega. Način življenja posameznikov v današnji družbi in predvsem medgeneracijsko povezovanje ter prostovoljno delo je danes zelo pomembno. Pri obveznem predmetu v 3. letniku v sociologiji smo na pobudo našega profesorja obiskali dom starejših občanov Ljutomer. Odprtih rok so nas pričakali tako varovanci doma kot zaposleni. Nagovorila nas je gospa Nataša Šumak, socialna delavka v domu starejših občanov, ter nas seznanila s splošnimi informacijami o domu. Tako smo izvedeli, da v domu, ki je bil zgrajen leta 2001, bivajo predvsem občani bližnjih občin. Dom je javni socialno-varstveni zavod namenjen varstvu starejših oseb. Tako danes ponuja socialno oskrbo in zdravstveno nego okoli 150 stanovalcem. Vsem ljudem, ki so oziroma bi bili pripravljeni pomagati, pa je omogočeno, da se lahko udeležijo prostovoljnega dela. Že vrsto let tudi gimnazijci Ljutomerske gimnazije radi sodelujemo in prostovoljno pomagamo, ter se udeležimo srečanj s stanovalci doma upokojencev. Ja, z vašo gimnazijo sodelujemo zdaj že 11. leto in imamo vsako leto zelo dobre izkušnje. Nismo še imeli nobenih slabih. Vsako leto je sicer kaj drugače, zelo različno število dijakov se odloča, dosti je tudi od njih odvisno, eni prinesejo nove ideje, v glavnem pa se družijo posamezni stanovalci, posamezni dijaki, nekateri samostojno prihajajo, eni v parih, eni v skupinah, pa vodijo potem tudi tu kakšne delavnice ali za urjenje spomina ali likovne delavnice smo že imeli. Eno leto so imeli pogovor v tujem jeziku, v nemščini in v angleščini, ker je bilo izraženo, da bi radi eni naši stanovalci malo obnavljali jezik. Jaz mislim, da so tisti dijaki, ki se odločijo za prostovoljno delo z starejšimi, vedno zelo, meni se zdi, da so malo zrelejši od ostalih, da se to ne odloči kdorkoli, da so to dijaki, ki so zelo odgovorni, uspešni. Kot pravi ljutomerški gimnazijci vemo, kako lepo je prejemati, še lepše pomagati in dajati. Tako se bomo še naprej radi udeležili prostovoljnega dela, ter se z veseljem poveselili in nasmejali ob pogovori s stanovalci iz doma starejših občanov
Dijakinje drugih letnikov so pri predmetu študij okolja predstavljale mednarodni dan, in sicer Svetovni dan hrane, ki je bil 14. oktobra. Njihova naloga pa je bila, da se dijaki GFML tega dne tudi zavedamo. Letošnji slogan Svetovnega dneva hrane je pravica do hrane. Naša naloga je bila, da osveščimo ta dan in dijake sporočimo slogan tega dne. Zato smo pripravili tudi kviz ter igro. Pri tej igri smo dijakom zavezali oči, potem pa so mogli poskušati hrano, pa ugotoviti, kar hrano so jedli. V ponedeljek 22. oktobra nas je DSD-jevce obiskala profesorica Daniela Boltres, ki predava na univerzi v Rostocku v Nemčiji. Obiskala nas je z namenom, da nam predstavi, kako izgleda šolanje v tujini. Predvsem nam je predstavila univerze v severnem delu Nemčije, najbolj pa univerzo Rostock. Predstavila nam je, kaj vse lahko na tej univerzi študiramo. Ta univerza nudi veliko različnih študijev, od medicine, različnih jezikov, političnih ved, ekonomije, matematike, psihologije, fiziologije, skratka, karkoli bi si želeli študirati. Malce nas je tudi popeljala skozi šolski kampus in nam opisala, kaj vse lahko počnemo. Nato nam je predstavila šolo, med drugim tudi poseben program, poletno šolo, kjer se v poletnih počitnicah lahko prijavimo na dvotedenski obisk univerze. Razložila nam je tudi, kako je kaj s šolninami, kakšne zahteve ima univerza za to, da se lahko vpišeš, kako lahko pridobimo štipendijo in kako je možno usklajevati študij in delo. Izvedeli smo tudi, da je na šoli precej tujih študentov. Največ jih prihaja iz azijskih držav in držav arabskega polotoka, medtem ko je najmanj študentov iz Amerike. Na koncu nam je svetovala, naj razmislimo o bodočem študiju in če si želimo študirati v tujini, naj poskusimo svoje sanje uresničiti. Na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer si dogodki obšolskih dejavnosti kar sledijo. Sredi oktobra se je odvila debatna izmenjava z gimnazijo Lessing iz Vinendena pri Študgardu. Izmenjava je bila vsestranska. Gostje so aktivno sodelovali pri pouku nemščine, angleščine in kemije, njihova učiteljica pa je z dijaki 3. letnikov pripravila delavnico pri sociologiji na temo stereotipi Nemčija-Slovenija. Dijaki 2. letnika so v sklopu predmeta Slovenija v svetu za goste izvedli voden ogled svoje šole in mesta Ljutomer. Krovna tema izmenjave pa je bila, da v Alpah bi morala imeti zaščita okolja prednost pred razvojem turizma. En dan so se na razpravo o tej temi skupaj pripravljali, naslednji dan pa o njej debatirali. Večina se je izrekla za kompromis, razvoj turizma na okolju prijazen način. Nemški gostje so občudovali opremljenost šole in možnost, da imajo dijaki v šoli topel obrok. V gostoljubnih družinah na obeh straneh Mure pa so spoznavali prleško in prekmursko kulinariko. Ljutomerska gimnazija že dobro desetletje sodeluje v različnih evropskih projektih za mlade, ki pomenijo popestritev učnega programa in enkratno priložnost, da se mladi iz različnih držav in s tem tudi kultur srečajo, izmenjajo izkušnje in skujajo nepozabna prijateljstva. Pri tem pa pridobijo socialne in kulturne kompetence in pilijo znanje jezika, največkrat angleščine. V mesecu septembru so ljutomerski dijaki Timoteja Nemec, Daša Horn, David Duh in Tadej Lukonjak v spremstvu profesorice Liljane Fijavš obiskali mesto Holbek na Danskem in tam bivali 5 dni. Tam se je namreč v okviru Centra za mlade oblikoval poseben program spodbujanja samozavesti in oblikovanja pozitivne samopodobe mladih. V okviru programa Mobilnost mladih v Evropi so Danci organizirali srečanje Mladih za samozavest v Evropi, ki se ga je udeležilo 36 mladih iz 9 evropskih držav. Mladi so bivali v kampu Fjordu mesta Holbek in se družili v delavnicah, kjer so se pogovarjali o pomenu zdrave samopodobe, ki je ravno v kriznem času človeku še kako dobrodošla pomočnica pri premagovanju težav,
in ohranjanju osebnega dostojanstva. Tako so se poglobili v 10 pravil zakona samozavesti, ki je preveren več evropskih jezikov, tudi v slovenščino. Srečali so se z županom mesta Holbek, ki je tudi sam ambasador zakona samozavesti. Tisti dan je bil namenjen tudi pogovorom z okoli 300 danskimi osnovnošolci, drugi dan pa bivanju v šoli v naravi, naslednji učenju cirkuških spretnosti, debati o demokraciji, gledališki improvizaciji in ustvarjanju glasbe, ki jo lahko uslišite v ozadju, en popoldan pa kuharskim dosežkom, ko so ekipe kuhale jedi drugih sodelujočih držav. Z njimi so se potem pogostili gostje na sklepnem večeru. Tisti večer so ekipe imele tudi priložnost predstaviti svoj domači kraj in državo. Zanimanje za Slovenijo je bilo 17. oktobra, ko bi pisatelj Ferdo Godina, ki izhaja iz Bostrice, praznoval rojstni dan, je bila v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota spominska slovesnost in otvoritev razstave o pisateljevem življenju in delu. Naša gimnazija s Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti izredno uspešno sodeluje, zato je k pripravi slovesne akademije povabila naše dijake. Sodelovali so recitatorji, ki so interpretirali odlomke iz Belih tulpik iz romana, v katerem se Godina spominja svojih vojnih dni in Jezdec brez konja. Naši dijaki so program tudi glasbeno nadgradili. Veliko, zato tokratna ekipa GFML-jevcev Daša, Timoteja, David in Tadej upajo, da so z vloženim trudom vidno prispevali k uspešni turistični sezoni v letu, ki prihaja. Vsi sodelujoči so se navadili na strpnost, zaupanje v sočloveka, sodelovanje in spoštovanje drugačnosti, saj so v projektu sodelovali mladi z zelo različno socialno izkušnjo. Čisto vsi sodelujoči pa so na tak način postali neuradni ambasadorji zakona samozavesti, za kar so dobili posebno značko. V petek, 26. oktobra, zadnji dan pred počitnicami, smo se ob 13. uri zbrali pred spomenikom padlih v drugi svetovni vojni. Slovesnost se je pričela z govorom županje občine Ljutomer, magistra Olga Karba, ki je govorila o pogumu partizanov, ki so šli v vojno in v njej na žalost padli. Za kulturni program so poskrbeli učenci osnovne šole Ivana Cankarja, učenci glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer in dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Na koncu slovesnosti pa so županja Franc Lokan, Anton Kosi in predstavniki Doma starejših občanov Ljutomer položili venec ter prižgali sveče pred spomenikom. Slovesnost je bila lep spomin na vse žrtve v vojnah in preminule. Za danes bo to vse, vidimo se spet naslednji mesec. Nasvidenje!